A želiš iti v zapor? Ali želiš iti v zapor? To me je Evropa! Kaj za vraga, zakaj me obračaš nazaj? Obrni se in dvigni roke. Zaklenil bom svojo vozovnico! Zaklenil bom svojo vozovnico! Pusti me! Kje so ključi? Kje so ključi? Mislim, tega še nikoli nisem naredil nikomur za to. Poletje pomeni zabaviščne parke, vlakce smrti, vodne tobogane in družinsko zabavo, kamor milijoni ljudi hodijo, da pobegnejo iz resničnosti. Za nekatere pa je največje vznemirjenje dneva srečanje s policijo. Odštevamo 8 najbolj norih aretacij v zabaviščnih parkih, posnetih s telesnimi kamerami, kjer obiskovalci na težak način izvejo, da pravila parka niso del zabave. Dobrodošli v oddaji After Hours, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. A želiš iti v zapor? A želiš iti v zapor? Nekdo me je oropal. To epizodo After Hours začenjamo v Universal Studios, kjer naj bi se sanje uresničevale, a ne za Leo Salcedo, za katero policija pravi, da je iz trgovine odšla s kapo kapitana Amerike, za katero ni plačala in poskušala pobegniti. Počakaj, nehaj se upirati, sicer boš šla v zapor. Ali želiš iti v zapor? Ali želiš iti v zapor? Nič. Central, obračam na 10, sem na 5. Ulici hodim po 5, ulici. Gremo nazaj po tej poti. Poklicali bomo tvojo mamo. Ne, Prosim, poklicali boste mojo mamo, sem 1015. ne, prosim, povejte moji mami. Vroča kava, 10 sprejeta. 1015, 1759. A lahko posredujete to informacijo? Prosim, FBI me zadržuje. Ne! A lahko pokličete mojo mamo? Prosim! Hej! Kako gre, draga? Oprostite, je to vaša nujna zadeva? 56. Moja mamica. Hvala. Morate jo vnesti v mobilni telefon. Moram preveriti. Prosim. Pozdravljeni, hvala. Ste na vogalu pri zvonu? 5, potrebujete preverjanje. Mi lahko pomagate? Razumem, a lahko pokličete mojo mamo, prosim? Poklicali bomo tvojo mamo. Hej, Fantje, želite videti 15? Jaz se samo... Tako bom sklepal. Trenutno sem. Torsko so na mostu USF pri 12 letih. Živijo, sprejeto, 1015. Kaj se dogaja? Imaš tisti most, ki ga potrebujem in greš spet proti USF-a? Eden ali dva izmed Ive nadzorujeta tudi orožje, pravzaprav. Naj bo to. Sprejžencev. Toda klobuk za $26 je bil šele začetek njenih težav. Po policijskem poročilu je v varnostni pisarni policistom povedala, da je mladoletna, a oseba, ki naj bi jo razkrinkala, je bila njena lastna mati. Držite me zelo tesno. Počakajte, tukaj. Moram videti svojega policista. Moram videti svojega policista. dobiš, kar dobiš. Ne. Da odločiš se, da boš pobegnil. Ne moreš kar ubiti kogarkoli želiš. Tako to ne deluje. Če bi jih poslušal, bi bilo vse precej drugače. Sedi. Moral. Jug 5, jug 4 nazaj, 10-8. Prosim za... Ustavi se in poslušaj. Močeš, da to uide izpod nadzora. Prav. Potrebujem, da že odideš iz naših rok. Vprašajo 372 centrala. In obvestili bomo ustrezne ljudi. Moram. Zadrži, govori strika 72. Bom zunaj iz 56 Sierra. Ne, dovolj je laži. Poglej me, koliko si star? Star si 17 let. Imaš osebni dokument? Torej, v redu. Torej, prvi. Prepričan sem, da sem bil iskren. Imam samo vprašanje. Kje je ona? Še vedno v baru? Mami, prosim, pridi! Uhiti! Kaj sem ti rekel? Kaj sem ti rekel? Pa ni res. Ustavi, je pa šla prav vsem. Ja, bila je ujeta. Ne govori o svobodi, potem ko so te ujeli pri kraji v trgovini v dežju. Jaz še vedno je tam na robu. O moj bog. Nihče ti ne krši pravic. Ti si
ko govoriš z mamo, poskrbi, da boš z njo govoril zunaj. Nisem. Poskrbi, da bo z njo govorila zunaj. Če bi moral, Bo začela kričati in delati sceno. To bo spet cel film. kaj si ti rekel? Če imaš to, kakršen koli odstotek, prav? Potem, ko se spotiš, če poslušaš in narediš, kar ti rečejo, je to edina stvar, ki ti bo pomagala v tej situaciji. Zato ti svetujem, da globoko vdihneš in ne govoriš, dokler ti ne postavijo vprašanje. Šli bomo po tvojo mamo. Ali lahko kaj uredimo, da bo tvoja mama prisotna, ker si mladoletna in bo potrdila, kdo si, ter poskrbela za to? Pokličejo mamo, namesto da bi potrdila, da je mladoletna, policistom očitno pove resnico o njeni starosti. Poslušaj, kot sem rekel, če ne bi bežala in povzročila, da te vsi lovijo po parku, bi bila verjetno že pred 15 minutami zunaj. Se spomniš, da je neko 85 uveljavi? Nič ti, jaz sem 8. Jug 5, jug 4 sem nazaj. Really je srečat. Kje pa živiš? Wow, 10, 4, 10, 5, 6. Sem na lažem, wow. To ni bilo njegovo vprašanje. Poslušaj, kaj govori. Star si 17 let. Kje živiš? Ne vem, kaj se dogaja. Tvoja mama nam bo tako ali tako povedala. Zakaj nam ne moreš kar ti povedati? Deja, se zavedaš, da s tem, ko ne odgovarjaš na vprašanje, vse skupaj še otežuješ. 5, 9, 4, nič, izogibaš se mojim vprašanjem. Če ne boš odgovorila na preprosta vprašanja, ki nimajo nobene zveze s to osebo, boš najverjetneje pristala v zaporu, če ne odnehaš. Samo preprosto vprašanje postavljam. Kje živiš? Živiš v Teksasu, v redu. Smo v Teksasu, imate fantje nalepke. Ste vi na počitnicah? Po policijskem poročilu, policisti izvejo, da je Lija stara 20 let, ne 17. In to pomeni, da ne bo deležna milega mladoletniškega ukrepa. Nisi niti mladoletna, neverjetna si punca. Kaj je to? Ona ni niti mladoletna, slišal sem, da je rekel. Ni. Ona nima zmeta stara. Vse v redu. To ni dobro, pravkar si to naredil. Ta kos papirja si spremenil v nekaj veliko večjega. Jaz se čini, da ne moramo pripeljati mame noter. Ja. Potrebujem še enega, potrebujem še 2. Torej, ali ti je zdaj dala svojo osebno izkaznico? Osebno izkaznico. Ali ima mama svojo osebno izkaznico? Ja, poglej, če ima mama svojo osebno izkaznico. Mama ne more odgovarjati na nobeno vprašanje. Če ne boste odgovorili na naše vprašanja, si bomo... Nekaj zmislili. Ne, odrasel si. To ni čas za otročje obnašanje. Nisi mladoleten, odrasel si. In moraš prevzeti odgovornost za svoje dejanje. In zdaj nam moraš povedati, kje živiš. Povej nam svoje pravo ime, ali pa bo postalo. Še slabše. Ali imaš še enega? Ja. Moj prvi. Krat. Ali mama ne more, ne? Ima svojo osebno izkaznico. Osebna izkaznica, naj gre mama. Naj dobim informacije. Torej ali? Ne, Želiš? Torej, mladi smo. Okay. Ti pritisni svojo izkaznico. Želiš to urediti? Ja, samo napišem poročilo in potem jo bo nekdo pobral in odpeljal dal. Samo vse podatke bom vzel od mame in jih preveril v Teksasu, da vidim, če se njena izkaznica pojavi v Teksasu. Ne, ti si odrasla oseba, odrasla si in podali bodo prijavo. Ali lahko eden od njih? Ja, lahko eden od njih gre z mano, ker ne vem, kako izgleda mama. Ne, lahko pokažeš, katera je mama? Ja. Ne, to je težko. Mislim, da nimate obeh najnih imen. Mislim, da. Nimaš njene osebne izkaznice? Nimam, gospod, imam samo svojo. Kje vidite provokacijo? Lahko plačam za vse. Kako je njeno pravo ime? Imam tvojo vozniško, tako lahko dobim naslov tam. Da, gospod. Ne.
lahko samo plačam za vse. Gospod? Ne. Kaj je? Se bo zgodilo. Ona bo šla v zapor. Ali lahko jaz vse plačam, gospod? Ne vem, zakaj je bilo njej tako lahko. Morala bi mene vprašati. Morala bi in potem tudi ne bi smela zbežati in pobegniti pred varnostniki. Samo prestrašila se je, ne vem kaj. No, In potem je še lagala, da je mladoletna. Tako da ona je iz tega naredila veliko stvar, čeprav to sploh ne bi bila velika stvar. prosim. Gospod, Kaj lahko storim, prosim? dali vam bomo informacije, kako lahko uredite njeno izpustitev z varščino. Lahko, prosim. Lahko samo počakate tam. Lahko, prosim. Ne moreš govoriti z njo, ona je odrasla oseba. Prosim, gospod, ali lahko grem? Ti počakaj na klopi in dal ti bom informacije, kam gre vse in telefonsko številko. Skupna vrednost $119, $219, vse za kapo kapitana Amerike in nekaj spominkov. Lea Salcedo je bila obtožena drobne tatvine in dobila prepoved vstopa v Universal Studios. Sodni zapisi kažejo, da je opravila program za prvoprestopnike in je bil primer na koncu zavržen. A na enem poletnem dopustu se je ta turistka naučila, da kapitan Amerika predstavlja pravičnost, ne pa kraje v trgovini. Zakaj mi to sploh mečeš? Obrni se in dvigni roke. Daj roke na mojo vozovnico! Daj roke na mojo vozovnico! Še vedno smo v Universal Studios, ampak zdaj smo na spomladanskih počitnicah na Islands of Adventure, kjer je ta ženska, Shannon Kearney, domnevno šla mimo čitalnika vstopnic brez plačila. Hej, počakaj. Kako to? Kako to? Kje je vozovnica? Moja tašča jo ima. Kaž? Moja tašča jo ima. Raže jo pojdi iskat. Gremo, pojdimo. Zakaj? Kaj je bil problem? Ne vem. Poskušam ugotoviti, zakaj si me ustavil, on pa ne ustavlja. Trenutno nimaš vstopnice, si v parku. Trenutno gre za neplačilo storitve. Torej, pojdimo. Gre torej za neplačilo storitve. Trenutno si v parku, za katerega trenutno nimaš vozovnice. Torej, pojdiva sem. Poskušam ugotoviti, zakaj me ta moški ustavlja. Nenehno me poskuša ustaviti zaradi nekoga. Nisem niti del skupnosti. Pojdiva in bova o tem govorila v pisarni. Pojdiva, sem policist pri policiji v Orlandu. Torej, pojdiva. Naj pokličem. No, lahko pokličete, ko pridete noter, poskušam dobiti svojo vstopnico. Ko boste, lahko greste noter in tam pokličete. Ampak zdaj bova šla v pisarno. Ni mi treba iti v pisarno. Če mislite, da moram iti, lahko grem. Vem, pojdiva v pisarno. Ni mi treba iti v pisarno. Poslušaj, sem policist. Dajem ti zakonit ukaz. Torej greš ali brez lisic, ali pa te bom uklenil in te odpeljal tja noter. Poslušaj, zato pojdi sam. Ni mi treba iti v pisarno. Če želite, da grem, lahko grem. Ne, trenutno si v parku, v katerem ne smeš biti. Imam karto, moja tašča ima mojo karto. Ampak za zdaj bomo šli tja noter. Ne potrebujem pomoči. In povej moji mami. Dajem ti zakonit ukaz. Tvoje prve obtožbe. Že več kot mesec dni sem pod obtožbo. Zakon, sledijo mi, me kličejo, če ne mi... Če ne, samo poskrbimo, da pride ven. So notri. So tam po zakonu. So po zakonu. Sledijo tašči, so noter, so mati, so sedem. V redu, če zdaj ne greš v pisarno, greš v zapor. Me slišiš? Samo odpelji me v zapor. Ampak ne boš. Obrni se, jebi se, roke gor, daj roke gor. Daj roke na mojo karto. Položi roke name. Mama, na Mojo karto. Oskar 371. Upiral sem se in imam vstopno točko. Lahko dobim še enega? Potrebujem, da primeš njeno roko, naj jaz. Pusti, da dam telefon v torbico. Katera? Daj mi! Katera? Sporoči mi! Telefonu, gospod.
Pojdiva. Oscar. 371. Lahko dobim 45? Ampak dobila sem vstopnico. To je noro. Počakaj. Imam tvoje vstopnice. SMI. Imam vstopnico, tudi jaz imam vstopnico. Ne dovolite mi, da vidim svojo vstopnico. Ne morem, ona je dobila vstopnico. Ona je dobila vstopnico. Zdaj bom dobil dokaz za to. Prinesi mi telefon od tam. Ne, jaz sem, lahko jaz, ona ima vstopnico. Kaj pa vi počnete? Morate se vključiti v to sranje, kaj ne? Odkud sem zdaj? Ne vem, kako si? Strah me je. Lahko dobi svojega moža in svoj telefon, prosim. Tratja, vsebi moj! Vzemi moj telefon. Prišla sem, da poskrbim za svoje otroke. Lahko prineseš mojemu možu moj telefon. Dobili je kazen. Jaz jo bom šel iskat. Lahko prineseš mojemu možu moj telefon? Gospod, a lahko pokličete mojega moža z mojim telefonom? Dobil sem pločevinko. Imam karto, nisi mi dal priložnosti. Ja, dal sem ti veliko priložnosti. Nisi mi dal ničesar, moral bi pobegnati od vas. Vi! To je že upiranje, zato vstan. Ne morem, draga, vstan! Po policijskem poročilu kliče svojega moža, ki je bil v parku, policisti pa ga bodo pozneje izsledili. Po navedbah policije je imel veliko zapovedati, a kar ni povedal, boste videli. Briga me, ne briga me! Pojdi stran! Gremo nazaj, draga! Stani! To je tisto, kar govorimo! Stani! V redu, hej, poskrbi, da ostaneš tam. Ta tip je dal te stranske verige na obe strani. Cel. Rasistično! In dobil sem celo karto! Ti si en prekleti bedak, prijatelj! Kdo je rekel, da nimam karte? In upiram se aretaciji, ker imam karto! Ti mi praviš, da nimam karte za tisti dan! 1, 2, nič. Ko dobim kazen za telefon v pisarni, gremo k občinskim redarjem v mesto hišo, lahko greste na vrsto za izhod. Če smo morda verbalno pomembni? V redu, draga. Ja, Oskar 371. Global sem. Se vidva, pri 371 imam 10-15. 10, šti! Bodi vesel, da si policist. Obljubim ti to. Sedi! Bodi vesel, da si policist. V čem ta tip govori? Kako misliš, da me bo to naredilo za bedaka? Ne zanima me. To ni bistvo. Če bi se obnašala kot normalna ženska... Ne bi bila! Bila bi v mojem domu. Ne, nisi bila. Sedi! Stojem! Česa ne razumeš? Česa ne razumeš? Jaz sem policist. Jaz sem JS. Poklic svojega narednika. Poklic svojega narednika. Hočem tvojega narednika. Usedite se, jebena. Usedite se. Usedite se. Usedite se. Usedite se. Si resen. Usedite se. Resen. O moj bog. Kernidžu so izdali pisno opozorilo o prepovedi vstopa in mu naročili, naj se nikoli več ne vrne v zabaviščni park. Lahko narediš, kar hočeš. To je problem. To je problem. Sedi v avto. To je rekla. Sedi v avto. Si resen. Takoj zdaj. Si resen. Sedi v avto. Si resen. Se spomniš tistega moža? Policija ga izsledi.
In čeprav jim lahko da nekaj informacij, nima ene stvari, ki jo res potrebujejo. Je to vaša žena? Imate njen osebni dokument pri sebi? Ej, gre ona v zapor? Verjetno, ja. Trenutno se zagotovo upira. Upira se! Ja, upira se aretaciji. Kako se je upirala, če je imela vstopnico? Kako se je upirala, če je imela vstopnico? Nisem prepričan, poslušaj. Nisem se želel prepirati o tem. Potrebujem samo njen osebni dokument, ali... Kaj? Ali kaj? No! Lahko jo vprašam, ampak potem bi bil to samo še en prekršek, nočem, da bi bil to še en prekršek. Vseeno pa! Ker če mi noče dati, je ne bo našla, zato pravim, da trenutno ni v stanju, da bi nam to dala. Zato prihajam k vam. Da si tega ne nakople, da ne dobiš še enega prekrška. To je brat. Vi ste bolani, jebeš to, končali smo s tem. Koliko je tvoja vačina auditor za to? Sam za reticijo! Dal ti bom vse te informacije, ko se pogovorim z drugim policistom, ki je aretiral. Samo poskušam preprečiti, da bi dobila še eno obtožbo, ker je zelo vznemirjena. Ker so jo podrli na tla in dobila je kazen. Pravkar sem prišel, samo poskušam. Sam poskušam jo ukrcati, prosti dan, ja? Vse to vam bomo zagotovo uredili v trenutku. To nima smisla, stari, to nima smisla. Povej, da sem rekel, ko se je umirila. Stari, mislim, da imam njen potni list. Ne najdem njene osebne izkaznice. Ne vem, kje je njena osebna izkaznica, ampak tukaj je njen potni list. Ti je v redu, če to za trenutek zadržim pri sebi. A še vedno tam zadnji razgraja? Ne vem, prišel sem gor, ampak ja, ni hotla v avto. V kateri avto? Ni hotela sesti. Gospa, vaš mož ni tukaj, da bi zmanjšal to kazen. V redu? In vas moram vprašati, to je pač tisto, kar moram vprašati. Ste danes pili? Danes sem pila alkohol. Ste danes uživali kakšne prepovedane droge? Ne jemljem drog. V redu, moram vprašati, ne obtožujem vas ničesar. Sploh ne vozim v mesto X, ne jemljem drog. V redu, ampak samo nekaj zapiti. V redu? Prav. Torej. Kot sem rekla, moji otroci imajo šolske počitnice, niso bili doma. Moji otroci imajo spomladanske počitnice, jaz sem na dopustu. To, da pridem ven in pričakujem, da me bodo podrli na tla, to vpliva na moje otroke. No. Gospa, nisem nepremišljena. Razumem vas. Povem jim, da imam vstopenca. Ampak ne, še vedno nismo videli teh vstopnic. Kako jih boste pokazali? Mož. Vaš mož. Ko sem šla ven, da mu pokažem svojo vstopnico, mi ni dovolil, da mu jo pokažem. Kje je vstopnica, ki ste mu jo nameravali dati? To vas sprašujem. Moj telefon in vse ostalo ni nikjer drugje. Imamo vaš telefon. V redu, povejte to informacijo. Ne vem, v redu. V redu, prav, gospa. Vsa ta težava zaradi vozovnice, ki je domnevno ni mogla pokazati, parka, ki ga nikoli več ne bo videla, in moža, ki niti njenega osebnega dokumenta ni mogel najti. Mi lahko to zliješ, ka ne? Raje ne bi. V redu. Narednik v redu. Andreja, lahko prosim paziš na nje. To je moja trgovina, sem na Sedakovi aveniji. Jaz sem. V tvoji trgovini s spalnicami. V redu? Si v redu? Ne, nisem srečna. V redu. Moram jo hitro prijeti. Nataknil ji bom lisice. Si v redu, fant. Dobro večer, sem Andrew Hill. Vesel sem, da te vidim, se veš, kaj ne? Živo!
Si rekel, da je ta na herca. Ja. Potreboval sem nekoga, da poskrbi zanjo, ker je ženska in, kolikor vem, še ni bila preiskana ali kaj podobnega. Zato želim samo zagotoviti, da je bil nekdo poslan k njej. Moj sodelavec pa je bil tukaj, da mi pomaga pri zdravstvenem posredovanju. Se bom srečal s tabo v parku. Mislim, če me ujamejo, da vozim, bom pijana. Uni. Ugotovili, da sem zunaj. No. Vozijo grobo. Pravzaprav ti je zdaj zaradi njega bolj udobno. Res je. Pozdravljeni, gospa. Naše kamere snimajo, moj partner je tukaj z mano. V redu? Hitro vas bom preiskal, samo da se prepričam, da nimate nobenega orožja. Prav? Prav? Pojdimo. Imate kaj okoli pasu? Samo da vas obvestim, gospa, ko greste v zapor, vas popolnoma prevedajo. Pregled. Imate pri sebi kaj nezakonitega ali kaj, česar ne smete vzeti v zapor? Bodite previdni s tem. Potem pojmo na to stran. Želeli smo samo še enkrat preveriti pri vas, ker ste ženska, je on, veste, prijazen in ne veste. Samo želeli smo še enkrat preveriti, da nimate pri sebi ničesar, kar bi bilo lahko nezakonito ali prepovedano v zaporu. Všeč mi je, kako je to, veste, prav, to je to. Stara sem 26 let, prepričana sem, da ste. Nisem kriminalka. Odlično upravljeno. Dobila sem 20. No. Obstaja veliko stvari, ki so ti lahko všeč. Torej, V redu, počakaj, ne. povej mi o tem. Ni mi treba ničesar. Preverjaš me, imam 19, lahko vidiš vse. Tako, to je v redu. Pol grem zdaj noter. Pogledal bom tukaj noter, potem pa grem za nas na kodo. Pusti jo, naj gre noter. Prišel bi do mene na drugačen način, dobil bi drugačen odziv, do mene je prestopil grobo in zato je dobil takšen odziv. Ne pristopaj k meni na tak način. Kot sem rekla, nisem kriminalka in imela sem karto. Shannon Kearney je bila obtožena nepooblaščenega vstopa v zabavišče in upiranja uradni osebi brez nasilja. Sodna evidenca kaže, da je plačala varščino, nato pa se ni pojavila na sodišču. Izdali so nalog za prijetje. In do zdaj se še vedno ni pojavila. Mimogrede, veš, kaj je strašljivo? Veš, kaj je res strašljivo? Uhajanje podatkov. Ja, tvoji osebni podatki, tvoje ime, tvoja telefonska številka, tvoj naslov, vse to je v nevarnosti, da pride v javnost. Zato želim, da vsi svoje podatke na spletu varujete. Tukaj je, kako to deluje. Incogni. Incogni poišče in odstrani tvoje osebne podatke z več spletnih strani, vključno z spletnimi imeniki, spletna mesta za iskanje oseb in celo komercialnimi bazami podatkov. Izkazalo se je, da so baze podatkov imele moje podatke. V nekaj dneh jih je Incogni uspel odstraniti. Uporaba Incogni je zelo enostavna. Samo ustvariš račun in Incogni bo poskrbel za vse ostalo. In njihova funkcija prilagojenih odstranitev v okviru neomejenih paketov ti omogoča, da pošlješ določene povezave, ki jih bodo njihovi strokovnjaki za zasebnost osebno preverili in odstranili. Ne morejo ti škodovati, če te ne morejo najti. Uporabi kodo After Hours na spodnji povezavi in prejmi 60% popusta na letni paket. To je incogni.com/poševnica-afterhours. Gremo! Gremo! Vsi se morate ustaviti. Ne! Jaz sem Joe, spustite me, pijana sem. Joe, incogni.com, poševnica go, after hours, pijana. Pijan sem, ne, sploh se ne opiram. V našem naslednjem primeru še vedno žuramo v Universal Studios, kjer naj bi tokrat 4 osebe mislile, da je park njihova osebna kopalnica. Tako je. Po navedbah policije so jih ujeli, ko so urinirali na javnem mestu, medtem ko so bile povsod družine. Ne razumem. Veste, problem je, da smo to slišali večkrat. Prav imamo kamere, ki kažejo, da si lulal tam, kjer ne bi smel. Lulal si zunaj, kjer ne bi smel. Prav torej, kaj bomo naredili zdaj? Ne, mi dobimo tvoje podatke prav in te vržemo ven. Prav, to je to, jasno in preprosto. Prav, in potem smo tudi slišali smo, gledaj, ti ne, nismo. Kaj smo še slišali? Kaj smo še slišali? Vržemo vas ven. Prav, slišali smo, da se vaša skupina trenutno neprimerno obnaša. Ti si tisti, ki si pravkar lulal, kjer ne bi smel. Prav, lahko vidiš video. Ne bom vam ničesar pokazal, vas ni briga za nas. Ne bom vam ničesar pokazal. Nikoli nismo ničesar naredili. Kaj si rekel? Nikoli nismo ničesar naredili. Nikoli nismo ničesar naredili. Če imate video, ga lahko predvajate in mi pokažete. Če pokažete video. Odšli bomo. Prav, vržemo vas ven.
Nismo nikoli naredili ničesar od tega. Zato imate papirje o nedovoljenem vstopu. Torej, ali lahko dobim svoj denar nazaj? Lahko se pogovorite s službo za goste, če želite. To ni moj oddelek. Moj oddelek je varnost. Prav? Torej, Patrik, gospod, ja bom, gospod, res bom. Lahko? Pogovorite se s službo za goste, zapomnite si. Lahko dobim svoj osebni dokument nazaj, prosim. Ko bomo končali z vašim osebnim dokumentom, jo boste dobili nazaj. V redu, policist mora urediti nekaj papirjev. V redu, vsi skupaj moramo začeti hoditi proti izhodu. Vsem vam je prepovedan vstop v Universal Studios. Imamo prepoved vstopa. Pravkar smo kupili vstopenco. Kje pa smo nedovoljeno vstopili? Kupila sem vstopnico. Oprosti. Torej, kako pa naj bi nedovoljeno vstopili? To je zasebna lastnina. O čem govoriš? Kupila sem to pod njegovim imenom. Počakaj. Poberi se od tukaj. Počakaj, imam njegovo ime. Dobesedno. Vse njegove storitve trenutno. Kako pa naj bi nedovoljeno vstopili? Poglej, imamo fotografije. Kakšen je problem? Potem te bom našel. Hej, ne! Z mano si. Z mano si. Želiš biti? Bi raje bil pri 25-letniki. Počakaj, hej, ne! V redu, imam njegovo osebno, počakaj. Fantje, pojdimo, začnimo hoditi proti izhodu. V redu. No, začni hoditi proti izhodu. Ne morem tega narediti, to je noro. Naredi mi uslugo. Dejno. Resno, tako? Ja, razen našega. Kaj pa sploh govorite? V redu, tukaj. Samo hodiva v to smer in lahko govoriš. Lahko mi poveš o tem? Kdo za vrata je nadzornik? Ne, nočem, da policija to zgubi. Ne, jaz sem nadzornik in lahko jim samo ti poveš o tem. Ne, počakaj. Lahko prosim govoriš z nadzornikom. Na izhodu samo vzameš žele in prestopiš. Ne razumem, plačal sem svoje karte. Torej imajo eno nalogo. Pojdi do izhoda. Namesto tega pa se je to spremenilo v parado žaljivk na vsakih nekaj metrov. In ta skupina na koncu dobi veliko več, kot so pričakovali. Daj mi svojo osebno izkaznico. Ne, grem. Lahko dobim vašo številko značke, grem. Prosim, pripravite svojo številko osebne izkaznice. Gremo! Ona ni prava. Hej, naj se ustavi. Še enkrat se ustavlja. Spet to dela. Evo, zdaj pa gre. Govorim o tem, kaj počnete. Imaš preveč, moraš začeti prijeti. Ne. Lefi, ne zafrkavi me, ne z mano, z njimi, brat. V redu. Samo začel ga bom uživljati, brat. Prvi, ki ga dobiš, dobro se boš imel z nami, imamo čisto vse. Hej, ne! Na tla! Nisi policist! Nehaj, ne upiraj se! Daj roke za hrbet, aretiran si! Daj roke! Rok. Prav tam, bedak! Imaš svoje lisice. Razumeš, vse je v redu. Ni za kaj. Ja! Kalo, razumeš? Ne, pridi sem. Ne. Nočem! Rabiš moje lisice. Si v redu? Ne vem. Samo odperi me! Sedi pokonci, v redu. Sploh ne sedim tam po konci, veš? Ti si ulica. Sploh ničesar ne delaš. Ne moš kar vstopati, stari. Zakaj to delaš? Ne moramo te pospremati. Moramo ga spraviti v varnostno pisarno tukaj zgoraj. Ne vzemi svojega radija. Ti si prav! Hočem. Da ga vržeš ven! Poskušam pomagati. V redu, poglejmo tukaj. Ostani zunaj. Zreza po radiju prekinja. Prihajam v to smer. Ne valjam se, to sem jaz. Pošli jih k meni. To sem jaz! Pokvarjeno je! Jay. Polnilo! V tvojem telovniku. Naredi to. Prav. Skoraj končano. Stani! Spotakni se. Tvoj! Nuž. So!
Hej, nehaj, v redu, nisi niti policist, nisi niti policist, zataknil te bom. 106 in 105, ki sta. Pozel. In prihajajo. Jaz sovražnik, jaz ne. Zakaj to sledim spomladi? Zakaj to počnete? Zakaj pobirate zase? A lahko poskusi? Pljuni name še enkrat, pljuni name še enkrat. Nikoli nisem pljunil nate. Potem poglej stran. Nikoli nisem govoril, poglej stran, jaz sem mama, jaz to naredim. Nehaj se popravljati. Spet te bom postavil naravnost v množico. Nehaj se popravljati. Nahaž. Popravljanje. Nehaj se napenjati. Rekel sem ti, da nehaš. Ne. Ne, nikoli se ga nisem dotaknil. Nehaj se napenjati. Sam si to delaš. Nočem biti, nočem biti. Ampak prva aretacija je bila le uvod. Ena ženska je poskrbela, da so vsi poznali svoje pravice. Nočeš, da nekam! Pristan boš na tleh, ne dotikaj se! Ne dotikaj se me! Ne dotikaj se me! Ne dotikaj se me! Hej, poskrbi, da boš končal! Hej, poskrbi, da uporabiš prste! Hej, poskrbi, da ležiš! Poskrbi, da boš končal! Hej, poskrbi, da boš končal! To je jebena ničla! Zajebal si! Vsi ste nespoštljivi! Vztrajno je trdila, da ni naredila ničesar. Zdaj imaš obtožbe za kaznivo dejanje zaradi napada na policista. Nisi dober otrok in spravil te bom v bolnišnico. Razumeš? Pridi! Sem. Tako boš ostal nekaj časa, brez več brcanja. Ali pa ti bomo tudi noge zvezali, razumeš? Tako, kot je rekel. Začni! Ostal boš tukaj, tukaj boš ostal. Dol, prav? Povej mi, ko boš pripravljen. V redu, samo udrim ga stran. Sem pripravljen. Nisem pripravljen. Sem pripravljen. V redu, tako boš ostal. Poslušaj, kot sem rekel, jebi se, prav? Jebi, 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 jebi se, jebi se, jebi. Hej, kaj s tabo? Hej, kaj s tabo? Kaj je? Hej, otroc! Lahko govorim s tabo. Govorim s tabo. Gledaš me. Govorim s tabo. Nikoli nisem... Hvala. Kako ti je ime? Hej, poglej, govorim s tabo. Poslušaj, poslušaj, poslušaj. Izvedeli bomo tvoje ime. To bomo naredili, ko se usedeš. Če se želiš usesti, bomo izvedeli tvoje ime. Če ne, lahko kar naprej kričiš tam na tleh. Prav, želiš samo kričati. Govorim z njo, torto za brata. Vem, o čem govoriš. Koga sem izbral? Nisem nikogar udaril. Kako ti je ime? Ne, pricam. Pridi sem. Poslušaj me. Pridi sem, poslušaj. Če želiš govoriti, lahko govoriš. Lahko govoriš. Lahko govoriš. Uredi psa. Postavili ga bomo na tvoj hrbet. In lahko lažeš o svojem imenu. Boš svoboden. Ja, prid sem. Boš brcal na policistko. Dol? Ne. Nikoli ti ne bom dala priložnosti, da poveš svoje ime. Ali ti je to jasno? Ali ti je to jasno? Pojdi v svoje stanovanje kot odrasla oseba. Kako ti je ime? Nikoli ne razmišljam o tem. Kako ti je ime? Kristal, kaj, odkot si? Odkot prihajaš? Od tukaj, z tega nadstropja. V redu. In potem je prišel samooklicani reper, ki se je nenadoma spomnil, da ima pravice. Ja, poskuša prijaviti poškodbo. On me je udaril. On me je udaril. Ej, tuko, pripravljen sem, brate. Kmalu bom. Oprosti, 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 oprosti. Kmalu bom. Prav imam, ustrezalo bo. Je to v redu? Ne, kmalu, ne. To živka bojo. Nisem noben obveščevalec. Nisem
Nisem oglaševalc! Če ga nočejo, smo obtičali. Ni nobene, naša lastnina bo. Jaz vse čistim, seveda. Jaz čistim prve ljudi, ki te bodo preverili. To je noro. Ta plešec me je zvezal, plešasta, zvezana. Človek, kaj za vraga, saj sploh nič ne delam. Joti se! Joti se! Odhajamo iz parka, to se zgodi, dobil sem. Tu je zakon, vsak! Prekleta ideja! 3, vsakrat, ko rečem, pejte ven, želimo, da grejo ven. Torej, naša stopna povratnega vleka 71. Preiskava. Preiskava je. Ukaz se, kako dri! Lahko vidite. Jaz, častni, nimam vas, na vaši roki! Se tega ne popravite, nimam prekrvavitve na svoji Oskar 388, bom imel en hotel. Mikrofon, 10, 15, Oskar 3! 88 bom imel en hotel mikrofon 10-15. Ja, to sem jaz, moja mama. Imam, poglej, to sem jaz, moja mama. Ej, daj mi v usta, imam tipa, ki bo to preveril, prav? Torej te bom udaril v usta, dej no človek, udaril te bom v usta. On vstopa v to pizdarijo. Udaril te bom v usta! Končal sem šolo, zabijem ti to v usta, on tam tisti z obrito glavo. Ja, vem, o kom govoriš? Imam. Udari me tukaj, udari me tako, ko si me tam, udari me ne vem kaj, udari me tako, ko si me tam, se vidimo kasneje. Lej, nisem te slišal, udar me tako, ko si me tamle udaril. Stari, kakšen smisel ima to? Brate! Kaj za vraga misliš? Dobro smo plačali, jaz nisem. Tukaj smo že bili. Zelo dolgo. Ja, spustite nekaj vode, prosim, spustite nekaj vode, želimo se zdebiti, prosim. Dali smo vam to možnost. Dali smo vam to. Možnost, ne vem, kje si to dobil. Zdaj mislim, da pravijo še eno. Čas, zdaj si na poti, kaj naredimo? Vi imate našo osebno izkaznico, torej v čem je problem? Nas boste odpeljali brez razloga. Po policijskem poročilu Freddy Castillo ni samo govoril, ampak je na lastni koži ugotovil, da ne obstaja vožnja z imenom upiranje aretaciji. Hej, a mislite resno? Prišli smo ob pravem času. To je noro, brat. Da se do mene obnašate tako. A mislite resno? Udarite me naravnost v usta, zdaj pa me hočete spet obtožiti. A veš, kaj mislim? Kaj je problem? A se hecate z mano? Dela ven tukaj, brat. To je noro. Rekli ste nam, naj nas pospremite ven, hodimo ven, pa nas zgrabite. Mislil sem, da se poskušamo boriti proti vam, brat. Dej no, to je zdaj. Imamo kamere, ampak se ni zlomil in vsi greste za mečem. Kaj? Bil sem toliko blizu človek. Vsi grejo za vrat. Za to stvar sem slišal že 3-krat ali 4-krat. Zame je tako. So domačini. Hej, vsi imajo floridske osebne izkaznice, samo to želimo. Ja, res je, prinesli smo jo, jaz sem jo prinesel. Prišli smo o pravem času in potrebujemo vas. Vi ste začeli z nami. Daj no, človek, samo domov želimo iti, ne postavljate mi nobenih vprašanj. Gremo. Kaj ne rečem? Prišlo bo sem noter. Ampak ti si zunaj. Veš, Mitko, hej, to vse! Nisem naredil ničesar.
Nisem naredil ničesar. On je to naredil. Imaš 4 obtožbe. Grožnje organom pregona, ker si mi stisnil pest. Nedostojno vedenje, upor proti aretaciji in nedovoljen vstop po opozorilu. Vse je na kameri. Juan Barrientos je bil obtožen nedovoljenega vstopa po opozorilu in upiranja uradni osebi brez nasilja. Rezultat njegovega primera ni na voljo v sodnih evidencah. Freddy Castillo je bil obtožen nedovoljenega vstopa po opozorilu, nedostojnega vedenja, upiranja uradni osebi brez nasilja in groženj uradni osebi. Rezultat njegovega primera prav tako ni na voljo v sodnih evidencah. Beatriz Espino ni izpodbijala obtožbe za nedovoljen vstop po opozorilu, obtožba upiranja pa je bila opuščena. Crystal Cardoza ni izpodbijala obtožbe za hujši napad na policista in nedovoljen vstop po opozorilu. Obtožba za neprimerno vedenje v opitem stanju je bila opuščena. Zakaj pa jaz? Kje so ključi? Kje so ključi? Tega še nikoli nisem naredil nikomur, zato. Sproščamo se v Universal Studios, ampak tokrat se hladimo v parku Volcano Bay. Vodni tobogani, lenobne reke in za en par počitnice, ki so se spremenile v aretacijo zaradi nasilja v družini. Po navedbah policije je bila Sofia Mickelson v parku s svojim fantom, a ko se je on odločil, da je pripravljen oditi, naj bi zadeva postala nasilna. A veš, kaj se je zgodilo? Samo takrat, ko malo popije, takrat postane mal mor. V redu, ampak to mi ne pove prav veliko. Iskreno ne vem, če me je morda potisnil, ampak nisem se poškodovala na noben drug način. Je kdo že našel njen avto? Še vedno ne. V redu. Je kdo že našel njen avto? Kaj? Kakšen avto je to? Lexus. Črn Lexus. Pusti, da vidim, koliko blizu so bili, kaj si govoril. Še vedno iščejo. Rekel je pa, da je bila varnost pri mojem avtu, ko je on gledal. Ti mi poveš, da ga nimaš. Gremo 4-1. Hej, tisti. V garaži. Vidimo se 5:41, ne vem. Tako da stopiš na 13, prosim. Hej, Jeremije! Zdi se, da oseba skuša dolgo s tegnjeno roko zgrabiti drugo osebo. Nisem prepričana, ali je bila ona. Gledamo mikrofilm in prepričana sem. Nisem prepričana, ali je bila z drugim članom. Imaš svoje ključe. Imamo vse. Poišči Matthew Adaleno. Bil moški, 160 cm, 782 iz Ohaja. Moral bi voziti srebrni športni tovornjak F250. Lahko ga odprem in tudi zaprem. Da zaklenem s svojim telefonom. Tam veliko osebnih stvari imam. Samo sprašujem te, če imaš ja. Imam! To je zdaj moj avto. Pripeljala sem se sem. Ja, tekal moži. Je tvoj avto. Mislim, zanj nisi nič plačal. Vse na moje ime. Ja, že so v stiku z njimi. Ali je avto sploh poškodovan? Je to odprto? 109! Torej, ste vi dobili to? Pridite tja, na tisto stran. Še ne vemo. V redu, sliši se dobro, prišli bomo tja. To je način, kako reči adijo. In to je to. Bro. Ne, odšel je, ko je prispel Superior, ampak zdaj je z njo pod kodo 22. In bomo šli tja. Ja. V redu. Sliši se dobro, prav, odpravili se bomo tja. Hočeš vzeti kombi in se odpraviti tja, ali hočeš čim prej stran od... Oni imajo mobilni telefon, pomagala sem iskati. Pošli ga nazaj tja, prosim. Kako naj prije domov? Ga boš ti peral domov? Morala bi ga peljati, ker sem mu rekla, hej, tle bi se še rada imela lepo. So je na 2? Za vlakca smrti. Postal je zelo agresiven in žaljiv do mene. Ne, zdaj grem, pusti, zdaj grem. Lej,
Tukaj. Poskušam uživati v parku, veš? Zdaj te opozorim. Varnostniki v City Walku imajo aplikacijo za sledenje, zato bomo šli vsi skupaj. Postavi stik z njim. Poglejmo, kaj se bo zgodilo potem. Upam, da boste lahko vi vzeli svoje stvari, on pa svoje in to je to. Ali moram? A lahko tukaj še vedno uživam? 26 mesecev, ja. Samo? Najverjetneje zanj ne bo mogel ostati na posestvu. To je v redu. Ja. Tudi on lahko najde pot domov. Ali moram? Lahko. Mislim, ali lahko nekdo, jaz nisem mogla odkleniti s telefonom, ampak ali lahko nekdo gleda? Kaj misliš? Kaj so njegove stvari? Kaj so njegove stvari? Ja, zdaj te moramo pelati tja. Moramo iti vprašati njega? Ja. Ampak lahko se vrnem, kaj ne? Toda po poročilu policije sta dva zaposlena v Volcano Bayu bila priča incidentu in sta policistom povedala, da je bila ona napadalka, njen fant pa je samo želel oditi. Neto so policisti opazili prasko na njenem vratu. Torej mi zdaj praviš, da je danes spravil roke nate. Kje drugje bi pa to dobila? V redu, to ne more biti domneva. Vem, seveda. Če mi praviš, da je bil fizično nasilen do tebe. Mislim, drugač tega ne bi dobila. Ne bom praskala, prav. Ampak način, kako mi to govoriš, je kot da samo predpostavljaš, da je bil fizično nasilen do tebe. Ne, je. Imam slike, kjer to počne. Ni prvič, da me je poskušal zadaviti. Kje je Polčak, ne? Torej, te je danes poskušal zadaviti. Ne vem, kako drugač naj, kot če bi on, kot... On bi to naredil, veš, to te sprašujem. Ne more. Ne morem kar delati na podlagi domneve. V redu. Ni prvič, da je on, ali... Jaz bom imela tisto ploščo. So oni s tistim tipom. Ravno bojo šli po Maconu. Kako mu je ime? Kako je ime tvojemu fantu? Kristijano. Kristijano, kaj? Ona je služba. C-I-L-R-U-L-O. C-I-L-R-U-L-O. V redu, ja, samo... Mislim, ali še vedno greš tja? Ja, ona je še vedno 85. Ja, tako da bojo tam 51, če vzpostaviš stik, jih samo zadrži, dokler ne pridejo tja. V redu, kje se je to zgodilo? Tam čez. V redu, to je zelo velik park. Kje v parku se je to zgodilo? Verjetno tam pri garderobi. Verjetno tam, ali se je zgodilo tam? Sam res ne slišam, da bi me fizično prijel. Nisem, kada... V redu, moraš razumeti, kaj te sprašujem. Vej. Če te je danes fizično prijel, To je zelo pomemben dogodek, ki se zgodi. V redu. torej, ko sediš tukaj in mi rečeš, no, kako bi se to drugače zgodilo, jaz nočem. Vej. Jaz potrebujem zelo natančne podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo. Redu. Torej, če sta se fizično spopadla, moram to vedeti. In kaj se je zgodilo? Ne pa, no, kako bi se to drugače zgodilo. Obstaja veliko načinov, kako se to lahko zgodi. Lahko si na vožnji in se urežeš. Jazz. Šla sem samo na 2. Vozni. Tako da ne bi, verjetno me je poskušal zadaviti in sem se verjetno premaknila, tako da me je opraskal. V redu. Razumem, ampak ne gre za verjetno. Verjetno, vem, ampak v redu. Ali te je prijel in nekaj naredil, ali pa ni. V redu. To ni domneva. To ni nekaj v smislu verjetno to. Ne je eno, ali mislim, da je, ker to ni prvič. Ne govorimo o preteklosti. Jaz sem... Bom naredil luknjo v to. Ne, glej, Bili. Mislim, da je konec. Ne, poglej gor. Urejeno, fada. Poglej gor, prosim. V redu. Tako pač jaz to rečem, vem. Ampak on... Zato je to naredil. Prav, lej. Lagam. Glej gor. Si v redu s tem, glede tega, kar se je zgodilo? Ja. Imaš vse svoje stvari s sabo? Kje imaš svoje stvari? Ne, še nočem oti, to je prvič, da sem tukaj. Pač jaz. Ja, razumem te, ampak to bomo potrebovali, da bomo lahko vsi šli tja, stopili v stik s tvojim bivšim in to uredili tam. To je zdaj večji incident, kot samo to, da želimo stati v parku, kaj ne? Po policijskem poročilu so policisti, ko so govorili z njenim fantom, opazili, da ima ureznine na obeh podlahteh in rdečico na rami. V redu, torej, ko so po zvočniku sporočili, da se park zapira, je udarila strela in povzročila, da... Tak sem rekel Sofiji Michelson, hej, si pripravljena? Gremo.
Ne, jaz grem na vožnje. Seveda, videl sem njen obraz. Poznam jo že nekaj let. Malo je bila upita. Rekel sem v redu, ti ustavi noter, jaz pa bom začel iti ven. Ko sem poskušal oditi, me je začela praskati, ščipati, potiskati. In rekel sem v redu, no, dej no. Tukaj imaš veliko ljudi. Da. Tam sta bili dve zaposleni v Vulkanopeju. Ena je bila nizka gospa, druga pa višja gospa. In rekel sem, lahko pokličemo varnostnika? Ona pa, resno. Sem, ja, ona pa, v redu. Ona je hodila naprej, poklicala je varnostnika, rekel sem, glej, zdaj si upletla varnostnika, vidiš, delaš probleme. Prav mi je en tip prišel, pa rekel, hej, prid sem, pogovoriva se. Ko so umirjali, sem rekel, moram iti. To že vem, to je fiasko s tem. Ko sem odhajal, sem rekel, hej, grem po svoje stvari, grem v garderobo in rečem punci, hej, to je številka omarice, potrebujem svojo denarnico in osebno izkaznico, da lahko odidem. In ona reče, moram najprej preveriti. Rekel sem, ni problema, tukaj. Rekel sem, to je moja denarnica. Odprl sem jo, rekel sem, to sem jaz, prav? Nasmehnem se. To je moja osebna izkaznica, ne bom jo vzel ven. Svojo denarnico sem dal nazaj noter, zaprl omarico. Ko sem odhajal, je rekla, kaj? Odhajaš? Da. Postala je agresivna in jaz sem samo odšel. Ko sem odšel, sem hitro hodil, prišel sem sem, rekel sem, hej, lahko odpreš vrata, samo svoje stvari želim vzeti. Rekla je, razbil boš moja okla, kličejo policijo. Rekel sem, pokliči policijo. On je tukaj in me išče. Domnevno jaz vse to počnem. In jaz sem tukaj, kot da, tukaj sem, mahala sem mu. Torej, mislim, nadejno. Ta punca očitno ni pri zdravi pameti. Policist je imel zgodbo, poškodbe in priče na eni strani in na drugi. No, ampak pri zakonu je stvar taka. Ni mu mar, kdo je začel. Me boste aretirali. Zakaj? Razložil ti bom. Vse to čez trenutek, počakaj, ampak ne, ustavi se. Ustavi se. Vse to ti bom razložil čez trenutek, prav? Ne, počakaj. Ampak zakaj jaz? Vse to ti bom razložil. Ne, prosim. Ustavi se. Vse to bom razložil. Tebi, prosim, ne meni. Prosim, ne meni. Ne, prosim. Moraš nehati. Ampak zakaj? Razložil ti bom, če samo nehaš. Hvala. Ja. Kaj pa pomeni ja? Imaš ključe v torbi? Ne, tam noter so. Ta tukaj noter. Počakam, pa zakaj? Razložil ti bom. Daj mi sekundo. Kje so? Kje so ključi? Zakaj pa jaz? Jaz sem, ne? Zakaj jaz? Pač? Kje so ključi? Kje so ključi? Tam noteri so. V redu. So v žepu, ali so kar tam noter? Ne, kar tam noter so. Zakaj? Misliš, zakaj? Kasneje grem k tebi. Zakaj jaz pa? Policistka. Razložil ti bom. Moraš se ustaviti. Razložil ti bom. Najprej naj to ugotovimo, potem ti bom razložil. Sprosti se. Ali lahko naredimo še kaj drugega? Zakaj? Obrni se, daj. Poslušaj, zakaj ja? Zakaj jaz? Obrni se proti. Avtomobil. Ja. Lisa Park. Ali imaš pri sebi kaj, kar me bo urezalo, zbodlo ali opraskalo? Poškodovalo ali kaj podobnega? Zakaj jaz? Povedala ti bom. Obrni se proti avtu. Razširi noge. Kaj? Ker sem rekla, da nočem vložiti obtožbe, to nima nobene zveze s tem. Ampak kaj sem naredila? Sedi v avto in vse ti bom razložil. Lahko vsaj dobim svoj telefon? Ja. Sedi v avto. Ampak kaj sem naredila? Sedi v avto. Pomakni se čisto v avto. V redu, poslušaj me. V redu? Zdaj je čas, da poslušaš. Ne prekinjaj. Ne govori. Poslušaj, v redu. Glede na to, kar se je zgodilo, v redu, nisi mi mogel povedati ničesar o tem, kaj se je zgodilo. Ampak on ima zelo natančen, podroben opis tega, kaj se je zgodilo in kakšne so bile poškodbe. V redu. Jaz pa ne, jaz samo... Samo rekel sem ti, naj poslušaš. V redu, prosti. V redu, ne delaš tega prav dobro. V redu. Na podlagi vajnega odnosa. V redu. Vidva sta v zvezi.
In rekli so, da gre za nasilje v zvezi. Na podlagi njegovega opisa dogodkov v prisežni izjavi Ste bili določeni kot glavni povzročitelj nasilja. Zato ste aretirani. Prav? Dal sem vam več priložnosti, da mi poveste, kaj se je zgodilo. Niste mi znali dati nikakršne razlage. Tega nikoli ne bi naredila, nikomur. Zato, prosim, lahko to zdaj naredim? Potem, ko greste na sodišče, vse razčistite. Ampak jaz se ravnam po tem, kar imam zdaj. In to je to. Prosim, ne naredite tega. Nisem od tukaj, prosim. Sedi v avto. Prosim, sedi v avto. Prosim, sedi v... Oprosti. Sofia Michelson je šla v Volcano Bay zaradi vodnih toboganov in odšla z lisicami ter prepovedjo vstopa. Sodna evidenca kaže, da je bila obtožena fizičnega napada. Izid njenega primera ni javno dostopen. Fanke, resno, zakaj ste to naredili? Zakaj ste šli do moje omarice? Samo filela sem vas do omarice. Naš naslednji primer nas popelje v Cedar Point v Ohiu, kjer so vlakci smrti, družinska zabava in Cheyenne Chaplin, ki so jo po poročanju policije pravkar izključili, ker je med vožnjo vzela telefon iz žepa. A tukaj je spet, nazaj v parku, iz oči v oči s policisti, ki nimajo nobene tolerance domnevnih kršiteljev prepovedi vstopa. Rekli so vam, da se ne smete vrniti. O, Marica, nehaj! 52 lahko prideš k snobom, tukaj imam 26. Jenim svoje stvari iz omarice? Ste aretirani, nehajte. Vzema svoje stvari iz omarice, ne upirajte se, nehajte se upirati. Lahko vzamem svoje stvari iz omarice, ne morete mi zadržati stvari. Nehajte se upirati. Kaj počnete zdaj? Lahko grem do svoje omarice? Pustite me, da grem do svoje omarice, prav? Nič o omarici. In tvoji prijatelji lahko vzamejo tvoje stvari iz omarice. Pustite me, da grem do svoje omarice. Ne. Tega je konec. Zdaj ste aretirani. Po poročilu policije so policisti povedali, da je Chaplinova delovala opita, saj so opazili zasteklene oči, vonj po alkoholu in napadalen odnos, potem ko so jo pospremili iz parka. Kje si? Nimam čevljev na sebi. Nimam nahrbtnika. Nahrbtnika? V redu, enega imam v priporu. Prihajam proti tebi. Lahko najprej grem do svoje omarice. Moram iti do svoje omarice. Gremo. Hej, prosim, pusti me pri moji omarici. Resno imam omarico. Moram iti do svoje omarice. Prav, pridite, fantje, nehajte. Nehaj se upirati, samo hodi. Sam sebi otežuješ stvari. Prav ne morem pobegati, ne morem oditi, prosim ti. Resno, pustite mi, da vzamem svoje stvari iz omarice. Kaj je narobe s tabo? Kaj je narobe s tabo? Jasno smo povedali, da se ne smeš vrniti noter. Ti pa si takoj prezrl opozorilo. Pusti mi, da vzamem svoje iz omarice. Pusti mi, da vzamem svoje iz omarice. Je pri vratarju. To je dobesedno omarica. 1324. Resno, ne morem do svoje omarice. Zakaj ne morem do svojih stvari? Zakaj ne morem imeti svojih stvari? Ne morem do ključa za svoj avto. Ker sva ti rekla ne. Ti nisi nič rekla v omarici prej. Sem pa. Rekla sem, da imam svoje stvari v omarici. Morala boš poklicati svoje prijatelje? O moj Bog. Vi ste pa res nekaj posebnega. A policija pravi, da njena zgodba ni ravno prestala preverjanja. Po poročilu policije, policisti pravijo, da med prvim srečanjem z varnostnikom ali prvim policistom ni nikoli omenila omarice. Lahko bi poklicala koga, lahko bi vprašala varnostnika. Imela si še veliko drugih možnosti, namesto da si se sama vrnila noter. Pojdi ven, nisem grozna oseba. Ne, nisem grozna. Ne bom tega naredila v živo, človek. Ne bova rekla. Kaj za vraga delam narobe? Nedovoljen vstop! Vržen si ven, ne moš potegniti noža. Ampak res ne morem verjeti. A ne bi mogla dobiti opozorila, resno. Bil si opozorjen. Rekli smo ti, naj se ne vračaš. Ne. Možgani, zakaj sem sploh bila izključena? Torej, vzela sem telefon ven med igro s prsti. Na obrazu imam očala za jezik. Imela sem, kot da je moja prijateljica, imela svojo torbico na plakatu za prste.
Poglej, povedal sem ti, da ne uveljavljamo pravil Cedar Pointa, ampak če oni rečejo, da moraš iti, potem moraš iti. Samo do svoje omarice sem hotela iti, resnično, lahko ti pokažem sporočila. Res sem ti rekla, vrgli so me ven, grem do omarice, vzamem ključe, dobiva se v avtu. Odkot si? Kanada. Ja, si morala. Si iti v Kanado. Plačala sem $300, ja, $300 za to. Kaj? Ne boš me dala sem noter? Ti si... Ti greš noter. Ne grem, ti si aretirana. Ti si. Ne, nisem. Fantje, prosim, nehajte s tem. Nimaš žepov, nimaš ničesar pri sebi, ne. Dobesedno sem šla po ključe, da bi lahko šla sedeti v avto. Širi noge. A me zdaj se daš? 531, nobene osebe nisem odložila. Bom spet na voljo. Ne. Tukaj. Gospod James. Kaj? Fantje, resno. Jaz sem dobesedno hotla sem samo iti do svoje omarice. Ne vem, zakaj imam sploh še vedno omarico. Urejamo stvari, kmalu bomo spet na voljo. Jaz bom prevzel poročilo, jo želiš ti prevzeti? Ne vem, če si dobila njen osebni dokument ali ne. Ne ti. V redu, prej mi je dala vse. Naj hitro pokličem Rossa. Ugotovi, kaj je dobila in ali je predložila osebni dokument. Predvidevam, da je v omarici oziroma v avtu. V redu. Cheyenne, imaš osebni dokument pri sebi? Ne. Kje je? V omarici. V redu. Varnostniku je dala svojo osebno izkaznico, ko se je vrgla ven, tako da bi jo morala še vedno imeti. Torej so tvoji prijatelji še vedno tukaj v parku? Tako je, nočem motiti svojih prijateljev. Samo do svoje omarice želim iti. V redu, no? No, tega ne bo več. Sam povem ti zdaj, tega ne bo. Greš v okrožni zapor. Ne grem. Ja, greš. Jaz sem šla nazaj do svojega vozila. Ja. Prepovedan nam je vstop tukaj. Torej boste obtoženi kaznivega vstopa na tujo lastnino. Ne, nisem. Poslušajte, zato vam to pravim. Jaz vam to govorim. Pokličite svoje prijatelje. Prosim, ne delaj mi tega. Pokliči svoje prijatelje in jim povej, da te lahko tam pridejo iskat. Me slišiš? Pokliči svoje prijatelje. Pokliči svoje prijatelje. Pokliči svoje prijatelje. Cheyenne Chaplin je bila obtožena nedovoljenega vstopa na tujo posest in upiranja aretaciji. Po policijskem poročilu so njeni prijatelji vseeno vzeli njene stvari iz omarice. Tako njena zadnja vožnja dneva ni bila z vlakcem smrti, ampak v okrožni zapor. Rezultat njenega primera ni na voljo v sodnih evidencah. Odloži pištolo, odloži značko, brat. Pridi ven, se bo pogovorila. Si nor? Ne. Nekateri ljudje pridejo v Universal zaradi voženj, drugi zaradi likov. Policija pa pravi, da je za Omarja El Sayeda šlo za nekaj povsem drugega. Po navedbah policije naj bi si izbral družino v verskih oblačilih, enega izmed njih udaril z ramo, zasledoval najstnika in izrekel žaljive opazke. Zato ga je varnostna služba Universal želela odstraniti. Samo poskušam potrditi, očitno je bil vpleten v prepir z drugim gostom. Gost je trenutno v lokalu Comedy Strip Cafe. Torej, očitno je morda izgledalo malo... Ne vem, zakaj gre. Ne vem. Kaj? O tem, da ne vem, vaše neko. Ne vem, v čem je. Strašno ne vem, vaše neko. Ja. Kako gre sem? Oblec to! Imej to na oče! Imamo par gostov. Jaz sem rocker. Daj ti bom rocker, dja! Jaz sem rocker, dal ti bom rocker, dja. Prihajam k tebi! Moj boter mora samo izvedeti. Povej mi o tem. Jaz in moja zaročenka nisva tukaj, da mi povzročala težave. Če imate svoje ljudi, jaz in ona si želi zadnjo vožnjo. Ima 27. rojstni dan. Da, gospod. Misliš, da je to v redu? Z veseljem te spustim gor. Glej, jaz pa ona nisva tukaj, da bi povzročala težave. To je v redu, to nama je všeč. Pelosi, obljubim ti, moje ime je Omar. Lej, jaz ne vem, zakaj gre. Prav? Midva, jaz pa moja zaročenka. Mi sva tukaj, da bi povzročala težave. Ne vem, zakaj gre. Plačal sem, kot vsi ostali. Ne vem, kaj se dogaja. Tukaj, jaz ne vem, zakaj gre. Tudi jaz ne vem, kaj se dogaja, iskreno. Molim, Vera. Obljubim ti, jaz in ona smo uživala v parku kot vsi ostali. Obljubim ti to. Plačal sem kot vsi ostali. Kasneje sem dodal še svoje prihranke. Prisežem, to je popolno.
A žrtve so povedale drugačno zgodbo. Po navedbah policije so nosile verska oblačila in so bile iz Južne Amerike. Bale so se podati prijavo, saj so se bale, da jih bo našel. Policisti so se pogovorili z osebjem, da bi dobili več informacij. Kaj se je zgodilo? Kaj si videl? Pomagala sem telefonski ekipi, svojim članom ekipe. Začela sem slišati ljudi, ki so kričali zunaj. Mislila sem, da se zunaj igrajo otroci. Ko sem začela biti bolj pozorna, sem videla ljudi, ki so bežali pred tem moškim. Tisti visok, morda latino v beli srajci. Najlepša hvala. In cela družina Argentincev je začela teči v restavracijo. Poskušali so se skriti pred njim. In videla sem, ko je enega od otrok udaril, naravnost pred restavracijo. In veliko ljudi ga je poskušalo ustaviti pred restavracijo. In takrat sem dojela, da je to resno. Tako da sem šla ven, poskušala sem pomiriti z družino in poskušal je pobegati. In ko je poskušal zapustiti to območje, je začel nove prepire z drugimi ljudmi, jih udarjal in porival. Vprašaj svojega 371, lahko počakam. Tako smo jaz pa Marni začeli mu slediti, ker je še naprej hodil proti Jurasiku. Pustolovščina na reki. V redu. Torej, ko on je hodil naprej proti Jurasiku, jaz sem mu sledila, sledile smo mu naprej. In takrat je varnostnik šel mimo, ampak niso vedeli, da je to on. In takrat sem jaz rekla, to je ta tip. To je ta tip. Torej si ga pokazal? Ja. Komu? Varnostnikom? Ja. V redu, ker je varnost šla mimo, ker niso vedeli, da je to on. Tako da so šli dobesedno mimo. In jaz sem tako... Ustavila sem se in rekla, to je ta tip, to je ta tip. Tak tvoj sosed takrat ustavil in on je poskušal. Spet odid in... Njegova spremljevalka je rekla, ne, to je pa nesporazum, nič se ne dogaja. Jaz pa sem rekla... Varnostnik udaruje ljudi, udaruje otroke. Si slišal, da bi kaj rekel družini? Ne jaz, ker se je veliko dogajalo. Veliko ljudi je kričalo hkrati, ker so bili vsi živčni na tem območju. Tako da nisem mogla dejansko ujeti, kaj je govoril, ampak je govoril. Lahko povem, kaj je počel drugim ljudem, ki jih je poskušal ustaviti. Bil je kot ubil te bom. Policija je Omarju izdala opozorilo zaradi vstopa na tuje zemljišče in mu ukazala, naj odide. Namesto da bi odšel, naj bi park spremenil v svoj osebni oder. Vse to, medtem ko so mimo hodile družine z otroki. Prav, tvoja žena te vara in če te tvoja žena ne ljubi. Odhajam, ni pomembno, imam dovolj, ti si prasica! Moja! Ono pa je ujoma! Eto surate! Nekaj počeka! Omar! To me čakaj! Kaj počneš? Kaj pa zvoleva? Eto surate! Kako si? Nisem jaz bil. Cody! Sam priznaj si. Popušči mi kurac! Ej, Omar! Nadaljuj tako, to je neprimerno vedenje. Nisem se tako vedela. Jaz sem vi na vaših zdravilih, če pogledam naš statistični, 23 imam občutek, da boste imeli tožbo na glavi, kot si ne morete predstavljati. Da je bila moja edina in voznik je še vedno vozil. Nisem mogel verjeti, jebeno. Nisem mogel. Nisem jaz tega naredil. Ljudje ne uživajo v vožnji. On te poskuša nategant. Mislil sem, da boš... Vem, da me imaš rad. Cody, hočem, da temu človeku to sporočiš. Cody, ti si slab, greš v zapor zaradi neke res take pripovedne neumnosti. Mislim, poslušaj sporočilo. To je precej jasno. Ja, Cody, jaz. To sem jaz. 1, 2, 3, kot.
O moj bog, mesečina je osvetlila tla. Jaz bom naredil sliko. Želiš stati? Lahko si. Jaz tudi. Ja, dogovorjeno, tudi jaz nisem storil tega. Nisem dobila. Meni! Niso zvedeli ničesar. V tem primeru sam, pojdiva. Ja hodim in gledam delo. Rekli so, da če začneš groziti, bo šel v zapor. Nisem ničesar grozil, zato nehaj. Imaš to na posnetku? Ja, vse je na posnetku. Glej me, ne ustavi se. Kakšna je grožnja? Kakšna je grožnja? Takšna je grožnja. Imel boš tožbo na vratu, kot si ne moreš predstavljati. Imel boš jebeno tožbo na vratu, kot si ne moreš predstavljati. Kogar hočeš? Ja. Ti, osebno Pelosi. Cody, on je, ne oziraj se nanj. On je bedak. Cody, on je v redu, kaj ne? Cody je, kaj boš naredil glede tega? Arestiraj me. Potem me aretiraj. Ne bom ti prizanesel. Za katero kaznivo dejanje? Aretiraj me. Potem, aretiraj me. Ja, on je tukaj. Dejno, nekdo je tukaj. Dejno, kako si? Ja. Ja. Ja, za to vse. Kaj praviš? Ja. Kaj boš naredil glede tega? Boš naredil glede tega, Morgan? Šel boš v zapor. On ti pravi Morgan. Prav, preživel boš noč v zaporu, v okrožnem zaporu. Ti boš zunaj, on vse pove, on bo dobil svoje. Drži skupaj. Cody, Buttercup. Drži skupaj. Močno, Cody, ti. Prav, ti se nasmehneš. Uboga, prav. Človek, še vedno. No, ne, imaš dopust. Ja, imam dopust, ja. Me lahko pogledaš? Ja, imam dopust. Tako prikupen si, tako si vesel tisti vojak iz leta 2012, ali cela skupina, tako prikupni. Tako si prikupen, res si prijazen, to je povezano s prejšnjim hotelom. Moram iti po svoje otroke. Srečno. Ja. Poskušaj mi pomagati. Jej, super! Tako zelo te imam rad. Kako ste, sončki? Kako ste? Jajmo naprej. Kako si? Sonček, imaš lepe oči, veš to? Dovoljujem ti, prosim. Nekaj ga gleda, drži se skupaj, drži se tesno. Moj. Pak. Poglej me. Ustavi se! Res se ustavi. Mars! In še kar se oziraš nazaj. Si kot majhen dojenček. Kaj naj rečem? Kje je Cody? Pripeljite Codyja ven! Popi vse to, ti umazana smet, stari. Rabiš šampon, stari. Rabiš šampon, stari. Moj, rabiš šampon, stari. Dej no, človek. Ja, hodam, prav, hodam. A ne, sonček? Brez tiste značke! Brez tiste pištole in ta značke, brat. Ej, pojmo. Jaz grem. Pojdi. Jagen, to staješ sebe! To je prikupno! Če bi bil vsak dan visok 158 cm, bi bil bolan. Če bi bil 188 cm, bil bi 188 cm. A ni res? Ja, posprav to sranje. Če boš imel, boš... Ja, hodam. A želiš, da se teleportiram? A ni res? Jaz sem. Hodim. Prav, naredi to. Imel boš zgubljeno tožbo, kot si ne moreš predstavljati, prijatelj. Kar naprej, naredi to, izzivam te, dejno. Ja, naredi to. Naredi to, poslušaj, naredi to. Tvoja mama je kurba, vzgojila je kurbo. Ti si.
Kurva! Za to značko in pištolo? Ti si kurva! Ti si kurva! Ti si kurva! Ti si kurva! Omar El Sayed je bil aretiran in obtožen motenja javnega reda in miru ter upiranja policistu brez uporabe nasilja. Sodni zapisi kažejo, da obtožbe motenja javnega reda in miru ni izpodbijal in mu je bil prepovedan vstop v Universal. Obtožba upiranja je bila opuščena. Očitno je bila edina vožnja, ki si jo je želel, tista v zapor. Prijatelj, moje ime je Joseph Lee. Živijo, Joseph! Yes! To epizodo After Hours zaključujemo v bazenu letovišča Universal's Cabana Bay, kjer lahko gostje uživajo med palmami in počitniškim vzdušjem. Ampak ne ta moški, Joseph Serrano, ker po navedbah policije ni bil gost. Varnostniki policistom razložijo, kako naj bi sploh pristal tam. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja to? Je gospod ali nekdo iz ekipe? V redu. Moče verjeti, da ni gost, v redu? Ampak to ni gost. To ni gost. Kakor jaz razumem, rekli so... Sobi, da bi prišli, vse do... V redu? Torej nikoli niso bili znani potem, da bi naročali. No, očitno... Tip ima pištolo pri sebi, lahko ga pritisne ob steno. Ja, tako so ga zaprli. Gleda proti sebi, poskuša pobegniti. V redu, torej mu grozijo. Pozdravljeni, v redu. Ste rekli, da mu grozijo? A to pravim jaz? Ne. V redu. Ne. Je bil sam? Ali je imel kaj s seboj, kakšne predmete ali kaj podobnega? Sem maturant na srednji šoli, jaz. Sem bil poklican sem, da pomagam policistu. Ne vem, kaj naj naredim, tam je še en vodja, poklical me je na... Rajno in rekel! Ej! Lahko? Hvala. Si ga videl? Si videl tipa? Ne. Čakal sem tipa. Če bi odšel, ko bi ga videl, bi se vrnil. V redu. Draga? Imaš še enega varnostnika, ki ga trenutno opazuje? Da, v redu. Tam. Tam, kako za vraga, veš, kako to narediti? Pozdravljeni, hvala, cenim to. Hej, kako je ime tvojemu tipu, ki ga zdaj vidi? Nočem biti prestrašen. Ja, pelji nas tja, da bomo lahko. 3. Vroče. Ja, če je varno, samo pridi. No, pojdimo. Pravkar prihaja. Funk je z belimi lasmi, beli srajci. Belo, zakaj tukaj? Ja, to je to. Verjamem, da je bil ta gospod, mislim, da je bil prej na eni od naših drugih lokacij, povzročil je motnjo in mislim, da je potem prišel sem. Verjamem, da je danes isti tip. V redu. Imamo vodjo iz drugega hotela, ki je imel prej težave z njim. On je tisti v rdečem. V redu. Živijo, kako si? Ti si tukajšnji vodja, kaj ne? Sem Seth. Najprej je bil Sapphire, se je obnašal neumno. Pospremil sem ga ven in mu rekel, naj ne prihaja nikamor. Približno 15 minut kasneje se je pojavil tukaj. Ja, in nam je grozil zaradi hrane. V redu, grozil. Domnevno je grozil enemu izmed uslužbencev hitre postrežbe. Če mi ne daš hrane, te bom udaril. Zdaj imaš nekoga, ki jih dejansko opazuje. Ja. Eden od mojih policistov. V redu, super. In če mi ga dobimo kot domnevno brezdomca? Če ga prepričamo, da odide, vi še vedno želite? Uradno je to samo kot, ja. Definitivno ga želimo, ker je odšel tam in prišel naravnost sem.
Če ga spet spustimo, bo verjetno pristal na drugi strani. Policisti so stopili v stik z Josephom, očitno samo za preprost pogovor, vendar ga to ne zanima in policisti bodo kmalu izvedeli, kaj jih čaka. Hej, kako si, prijatelj, si v redu? Ne, nisem, pust me! Samo usedi se tukaj. Kaj? Če boš se radi odgovor stava. Ni me briga, če si policist. V redu je, ni problema, človek, ni treba. Odskot prihajaš? Prihajam od tam, kjer je tisti gospod šel pri Sapphire Falls. Zato sem šel in ga dal zasledovati. Ker ko je tisti prišel z te lokacije, me ne zanima, ali dela tukaj ali ne. To razumem, kaj ne? Tako so tudi te ljudje. Imate osebni dokument pri sebi? Poglejmo, imate osebni dokument? Pri sebi. Vi, sprašujem vas, imate osebni dokument pri sebi? Ja, imam ga. Vzel bomo osebni dokument in bomo vse to preverili. Prav, je to tvoja torba tam? Kje je tvoja? Osebna izkaznica, je od tistih. Torbi? Ali lahko dotaknem tvojih stvari? Kaj, izvoli. V redu, kje v tvoji torbi je tvoja osebna izkaznica? Počakaj, praviš bi v tej torbi. Daj, v tej torbi. Po policijskem poročilu je Joseph rekel nekaj, kar mu je zagotovilo, da bo dobil točno to, po kar je prišel. Kaj boš naredil zdaj? Kaj boš naredil, oče? To ne deluje, Guy. Moje ime je Joseph Lee. V redu, Joseph. Čja. Tej. V redu, zdaj boš šel v zapor. Zdaj greš v zapor? V redu, Joseph Lee. Nič, v redu, zdaj greš v zapor. Joseph Serrano je bil obtožen napada na policista in upiranja policistu brez uporabe nasilja, kažejo sodni zapisi. Ni oporekal obtožbi za napad, obtožba upiranja pa je bila opuščena. Hvala, ker ste gledali vsi skupaj. To epizodo Law and Crime After Hours je raziskala, napisala in producirala Juliana Batalja. Video montažo je opravil Andrew Zuckerman, jaz sem Jesse Weber, se vidimo naslednji teden.